Nenavadna nesreča v Mariboru. Medtem ko je helikopter nujne reševalne pomoči pristajal na heliportu UKC-ja, je mimoidoča starejša ženska na bližnji pešpoti zaradi vetra, ki ga je helikopter ustvaril, tako padla, da se je pri tem hudo poškodovala. No in ob tem se zdaj poraja zelo veliko vprašanj. Je heliport sploh na ustreznem mestu? Je pešpot preblizu in ne dovolj zavarovana? Kdo je zdaj za to odgovoren? Kdo bi moral poskrbeti za varnost, pa tega ni storil? In kaj pravi letalski inšpektorat? Podrobnosti Mojca Hanžič. Zgodilo se je v soboto okoli poldneva, ko je enota helikopterske nujne pomoči pristajala na heliodromu za stolpnico mariborskega UKC-ja. In prav v tistem trenutku se je po tej poti sprehajala starejša ženska. Ko je helikopter začel pristajati in pri tem ustvaril močan veter, pa je ženska tako nesrečno padla, da je pri tem, kot poroča policija, utrpela hude telesne poškodbe. Po naših neuradnih podatkih naj bi si zlomila kavk in zapestje. Odgovornosti pa danes ne prevzema nihče. Iz UKC-ja odgovarjajo, da se nesreča ni zgodila na njihovem zemljišču, da pa dogodek obžalujejo. Iz občine, ki je skupaj z DRSI-jem lastnik pešpoti, na kateri je mimoidoča padla, odgovarjajo, da je bila pešpot zgrajena v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Zdravstveni dom, ki izvaja helikoptersko nujno medicinsko pomoč, sporoča, da za varnost pri pristajanju in vzletu skrbi gasilska brigada Maribor. Gasilci pa odgovarjajo, da je njihova naloga zgolj požarna straža. A ne gre spregledati, da se med pristajanjem takega helikopterja, v tem primeru je šlo za vojaški helikopter, ustvarijo sunki vetra od 90 do celo 125 km/h. Največji vpliv vetra pa je znotraj 15 metrov. No, tale pešpot pa kaj dosti več kot 15 metrov ni oddaljena od heliodroma. Poleg tega ni nobene vetrovne zaščite, zgolj tale ograja. Policija je o dogodku obvestila tudi letalskega inšpektorja, od koder pa odgovarjajo, da Agencija za civilno letalstvo v tem konkretnem primeru pravzaprav sploh nima pristojnosti, ker da mariborskemu UKC-ju niso izdali obratovalnega dovoljenja za heliport, pač pa gre zgolj za necertificirano površino za pristajanje helikopterja. Vse okoliščine in tudi odgovornost vpletenih zdaj preiskuje tudi policija.